Pozdravljeni! Pa je za nami tudi letošnje martinovanje, ki ga je zaznamovalo rekordno število obiskovalcev, lepo vreme, številni dogodki in veliko dobre volje. Današnja oddaja, pa tudi naslednja, bosta v znamenju martinovanja. Začeli bomo z uradno otvoritvijo, ki je potekala v Grajski kleti v petek popoldne. Svi narodi, ki krepeni dočakata, da kode sonce podi, prepirvo iz sveta pregnan. Oro, jorojak, prosbog, zrastok ne mrak, leso se bomejak. Oro, jorojak, prosbog, zrastok ne mrak, leso se bomejak, leso se bomejak. Otvoritev martinovanja 2017, ki je bila v petek popoldne, je potekala v Grajski kleti in je sovpadala s otvoritvijo festivala vin, v okviru katerega je bilo možno poskusiti tudi vsa mlada vina, 41 vzorcev, ki so jih letos ocenili na ocenjevanju v Podgorcih. Na otvoritvi martinovanja so sodelovali pevci vokalne skupine Holermus oziroma člani kulturnega društva Ormož, ki so opravili tudi obred krsta mošta. Žegnal ga bo Martin, jaz ga bom pil. Prišel je svet Martin, mošta vodila vin. Žegnal ga bo Martin, jaz ga bom pil. Žegnal ga bo Martin, jaz ga bom pil. Lep dober dan, kak se ga vota? Ste videli, pa ga bomo, to ti najlepši svetek. Našega Martina, ki nam požegna vse, kar smo letos pridelali. Moramo reči, kaj je bilo dobro, letina, kak se vzeme med tabojšimi. Tudi količinsko makar je na začetku kozalo, kaj je malo pomrznalo, ali na konci se je vse dobro zišlo. Pa kaj nemo predolgi, zdaj tu na začetku bi ja kar začel, vede tu imamo sobe totega nevernika, mošteka, ki bomo ga gnes probali spucati, kaj bude on grota vreden imena Vladovino. Tak, dragi moštek, pogledni zdaj, Ja, prišel si med visoko gospodo, ja, pa potrošnike, med ljudi, ki so strašno pametni, ja, ja, ki dobro znajo, kaj je vino, pa kaj je voda. dobro ga je voda, Ja, kaj je vino. pa jesi prišel s ponižnim namenom, kaj bi gnes grota vino. Ja, to pa bi ti lahko včas bilo, ja. Veš kaj, glede, ti si zrosel v totih naših lepih goricah, Ja, ki kinčajo toto našo lepe bregoče. Ja. Ja. Dorošča si pod pridno ruko noč gospodorov, ja. Ki smo te branili pred vsemi nevolami. Te škropili, kaj bi ostal do spočetja zdrav, pa čim bolje sladek. Ja. Ty pa tam smo tudi streljali za volo tebe. ja, Samo kaj bi te rešili najhujše nevole. Ja. Odmah po tvojem rojstvi so veliki modrjoši izmislili vse moguće gifte, kaj so izprobali na tvoji nežni koži. Kaj bi ti ostal pri življenju. Ja. Te pa smo te hiteli v škafe, Ja. pa pute,
Ja, te drobile, stiskovale, na zodje pa smo delali pod prešo. Tam smo te javili, kak vrak jopo. Take so ti pokale kosti, z tebe pa je teka krvovi pa beli švic. Mošt, torej, ki ga je bilo potrebno krstiti v vino. V nadaljevanju je tako potekal obred krsta, na koncu pa so vsi skupaj s pipo nabili poln sod vina, ki ga zbranim podari klet Puklevec Family Wines in pomeni uradno otvoritev martinovanja. Še pred krstom mošta sta zbrane v grajski kleti pozdravila župan Ormoža Alojz Sok, Mitja Herga, direktor kleti Puklevec Family Wines in vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Katja Kolarič. Med posebnimi gosti iz Italije, Avstrije, Romunije, Hrvaške, Srbije in Poljske pa je bil tudi veleposlanik Poljske, njegova ekscelenca Pavel Červinski, ki je zbrane na otvoritvi tudi pozdravil. Dober dan, spoštovane dame in gospodje. Zelo sem vesel, da imam priložnost, da sem danes tukaj z vami. Iskreno se zahvaljujem gospodu županu za povabilo. Lahko povem, da kot veleposlaniku Poljske mi je zelo veselje, da danes skupaj z vami praznujejo gosti iz Poljske, predstavniki občine Bytom. Mislim, da malo je takšnih dejavnikov, ki bi prispevali iskrenemu prijateljstvu, kot je vino. Torej, mislim, da ravno ta sestanek bo ostal na dolgo v spominu i gostiteljem i gostem. I kaj lahko povem? Želim vam res lepo praznovanje in lepo martinovanje tukaj v prelepem Ormožu v tej žlahtni kleti. Hvala lepa, vse najboljše. Dogodek se je potem nadaljeval s pogostitvijo in prvimi zdravicami v čast Martinu. Med prvimi dogodki v petek je bilo odprtje razstave Fascinanten svet očal, zgodba tradicije in inovacije iz Italije v Ormož, ki je plod sodelovanja ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož z galerijo Safilo. Slavnostno odprtje razstave je tako bil še en zanimiv dogodek v okviru letošnjega martinovanja, ki so se ga udeležili številni gostje iz tujine, med temi je bil tudi veleposlanik Italije, njegova ekscelenca Paolo Trikilo. Slovesno so popestrile učenke glasbene šole Ormož, zbrane pa je uvodoma pozdravil župan Alojz Sok. Nato pa je spregovorila Mira Horvat, direktorica za administrativno-pravno področje v ormoški veji skupine Safilo. Med drugim je prebrala tudi pozdravno pismo izvršne direktorice v skupini Safilo, Luize Delgato. V veliko čast nam je, da smo lahko pripravili razstavo, za kar se zahvaljujemo vsem, ki so si zanjo prizadevali in pomagali pri njeni organizaciji. Namen razstave je predstaviti zgodbo
o zgodovini očal in njeni močni povezavi z mestom Ormož. Zahvaljujoč prispevku tovarne Safilo in ljudi, ki tukaj delajo že od leta 1975, s čimer sta tukajšnja skupnost in območje del izjemne tradicije rokodelstva in inovacij. Safilo in Ormož si delita dragoceno dediščino, ki sega v leto 1878, ko je bil v Italiji ustanovljen prvi proizvodni obrat, ki označuje začetek te industrije. Gre za zapuščino, ki jo Safilo želi ohraniti, ceniti in prenesti na nove generacije, z željo slediti sodobnim smernicam ter s ciljem doseganja trajnosti v prihodnje. Tovarna v Ormožu je del te osupljive zgodovine, saj je ravno tukaj eden izmed najboljših primerov strokovnega znanja in izkušenj v industriji očal, zahvaljujoč edinstveni proizvodnji očal iz optila, kateri je Safilo zavezan kot delu njegove globalne dobavne mreže. Ne smemo pozabiti, da velja optil za enega izmed najboljših materialov za izdelavo očal in je poseben patent Safila, kar seveda zahteva nenehna prizadevanja za inovacije in preoblikovanje procesov z namenom zagotavljanja kakovosti in konkurenčnosti. Razstava, za katero se lahko zahvalimo občini Ormož, želi prenesti sporočilo o nadaljnji krepitvi dobrih odnosov in vezi med Safilom in tukajšnjo skupnostjo. Želi poudariti pomembnost te lokacije kot sestavnega dela Safila. Za vse to bi se posebej rada zahvalila županu občine Ormož, gospodu Alojzu Soku, in vodji oddelka za gospodarske dejavnosti občine Ormož, gospe Karmen Štumberger, ki sta razstavo omogočila, ter nenazadnje vsem prebivalcem Ormoža, ki so s strastjo in predanostjo ter skozi pot, ki ni bila vedno enostavna, prispevali k temu, da je Ormož postal ključnega pomena ne samo za tradicijo Safila, temveč tudi na splošno za zgodovino očal. Vsem vam želim v imenu matične družbe, v imenu Safila Ormož, prijetne trenutke ob ogledu naše razstave. Razstava je na ogled v avli občinske zgradbe in bo na ogled 3 mesece. Letošnje martinovanje so zaznamovale 3 razstave. Med temi je bila tudi tradicionalna razstava pridnih rok, ki jo pripravlja Društvo kmečkih žena Ormož. Višek odprtja razstave pa je bilo odkritje doprsnega kipa nekdanji članici in pisateljici Erni Meško. Vince rumeno, čisto in sladko, dol teče gladko, pimo ga le.
Dole, 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 dol teče gladko, pimo gale. Dole, 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 dol teče gladko, pimo gale. Vince iz glave, sitne zabave, grenke težave, vedno podi. Dole, 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 grenke težave, vedno podi. Dole, 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 grenke težave, vedno podi. Lega nalimo, lega popimo, lega zvrnimo, polni bokal. Dole, 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 lega zvrnimo, polni bokal. Dole, 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 lega zvrnimo, polni bokal. Točno opoldne, na prvi dan martinovanja, je bilo odprtje tradicionalne razstave Pridnih rok, ki jo pripravlja Društvo kmečkih žena Ormož. Letos je razstava bila posvečena domači pisateljici Erni Meško. Ormoška enota Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož oziroma etnologinja Nevenka Korpič pa je pripravila tudi razstavni kotiček, ki je predstavljal življenje in delo te klene kmetice Erne Meško. Posebnost razstave pa je bila tudi razstava zbirke šefov Martina Toplaka iz Vičancev. Odprtje razstave so se udeležili gostje iz tujine in številni domačini ter svojci Erne Meško. Župana sosednjih občin Mirko Cvetko in Jurij Borko. V kulturnem programu na odprtju razstave Pridnih rok, ki je letos nosila naslov Praznični pogrinki, so sodelovali mešani pevski zbor Društva upokojencev Velika nedelja pod vodstvom Renate Horvat in učenci osnovne šole Ormož pod mentorstvom Metke Lešničar in Aleksandre Kociper. O razstavi in Erni Meško, ki je v času svojega aktivnega življenja tudi bila članica Društva kmečkih žena Ormož, pa so spregovorili. Najprej predsednica društva Milena Rajh, ki je povedala. Zdaj resnično verjamem staremu reku, da čas neizmerno hitro beži. Na vrata trka svet Martin, ki iz mošta naredi žlahtno kapljico. To je najlepši jesenski čas, ko se narava prebarva z najrazličnejšimi barvnimi odtenki. Vsako leto ob tem času članice Društva kmečkih žena Ormož pripravimo bogato razstavo Pridnih rok naših članic. Tema letošnje razstave so 4 največji slovenski, kulturni in krščanski prazniki. Fašenska večerja, velikonočni zajtrk, Martinova pojedinja in božično kosilo. Za vsem tem stojijo pridne kmečke žene. To so gospodinje, ki z velikim trudom in strpnim delom vztrajno ter se nikoli ne utrudijo. Podeželje je dom slovenskega kmeta, kmečke žene, kmečke družine. Od tu izvira naša kultura, naša tradicija in slovenska kulinarična raznolikost. Iz teh korenin izhaja predana kmečka žena, gospodinja gospa Erna Meško, ki je v našem društvu zapustila velik pečat.
dobrote, katerega bomo spoštljivo prenašale iz generacije v generacijo. Kmečka žena, mati, je tista, ki opravlja večino del na kmetiji, bodi si v hlevu, na njivi, v goricah ali v sadovnjaku, na travniku, v vrtu in celo v gozdu. Poleg tega pa še poskrbi za družino, za otroke, starše in stare starše. Nekatere kmečke žene so zelo dejavne na različnih področjih, v društvih, v aktivih, dobrodelnih organizacijah in tudi drugod. Zato si prizadevam, tudi vi si prizadevajte, za spoštljivost in enakopravnost žena. V nadaljevanju sta zbrane nagovorila še Hinka Hržič, svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj enota Ormož, ter župan Ormoža Alojz Sok, ki je razstavo tudi odprl. Potem pa so se vsi zbrani odpravili pred grad, kjer so v aleji pomembnih ormoških mož Erni Meško odkrili doprsni kip, ki je delo akademskega kiparja Mirka Bratuše. Odkritje je popestril trobilni kvintet glasbene šole Ormož. Slavnostni govornik pred odkritjem kipa pa je bil dr. Jožef Ostrc, slovenski agronom, zoolog, politik, nekdanji dekan na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in nekdanji minister za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije ter poznavalec dela in življenja Erne Meško. V vabilu na današnjo prireditev ste zapisali, da boste 25. obletnico uspešne turistične prireditve Martinovanje obeležili z razstavo pridnih rok Društva kmečkih žena in da boste ob tej priliki v aleji pomembnežev pred gradom odkrili doprsni kip veliki prleški kmetici, pesnici in pisateljici gospe Erni Meško. Oboje dokazuje, da se zavedate pomena kmečke žene in veličine gospe Erne Meško. Le redko se zavemo, da je kmečka žena odgovorna za kulturo bivanja na vasi in na kmetiji, pa tudi za izgled naših vasi. Ona je odgovorna za urejenost hiše, za kakovost prehrane, ki prispeva k zdravju članov družine, in še zlasti za vzgojo otrok, da zrastejo v poštene in odgovorne člane naroda in države. In gospa Erna Meško je bila kmetica in žena, ki je lahko in bi morala biti svetav zgled slovenskim kmečkim dekletom, bodočim kmeticam. Erna Meško je bila aktivna kmetica, nepogrešljiva na kmetiji, pa tudi na družbeno-političnem področju v občinah Ljutomera in Ormoža. Polnih 17 let je bila predsednica aktiva kmečkih žena. Večino svojega udejstvovanja je posvetila izobraževanju kmečkih žena. Prizadevala si je za izboljšanje njihovega družbenega in ekonomskega položaja. Zanje je organizirala številna predavanja in tečaje. Zavedala se je, da je znanje nepogrešljivo na poti k izboljšanju njihovega položaja in da mora biti kmečka žena nosilka preobrazbe vasi. Kljub številnim družbeno-političnim aktivnostim pa je bila gospa Erna Meško vzorna mati. Rodila je 9 otrok, enega pa sta z možem še posvojila. Otrokom je, kot sami povedo, privzgojila skromnost, poštenost in ljubezen do domovine ter jih naučila delati in ceniti kruh. Ob teh vrlinah, ki jih danes pogosto pogrešamo, se moramo vprašati, ali lahko podari mati svojim otrokom še kaj bistveno več od naštetih vrlin. Brez dvoma lahko rečemo, da je gospa Erna Meško lahko svetav zgled vsem, ne samo kmečkim materam. Kljub številnim obveznostim pa je gospa Erna Meško našla čas, kot je sama zapisala v Prečutih nočeh, za pisanje pesmi in različnih literarnih prispevkov, v katerih je opisovala domačo pokrajino, kmečko življenje in ljudi iz domače Prlekije.
V njih nam je želela povedati to, kar je čutila za pomembno, zlasti v avtobiografskih delih. Rada bi vam povedala in še bi vam rada povedala. Celostna podoba gospe Erne Meško je torej zelo raznolika. Bila je odlična mati, ki se je zavedala svojih materinskih dolžnosti za korist svojih otrok, družbe in naroda. Družbeno-politično je bila zelo angažirana. Za kmetice je pripravljala predavanja, tečaje in se borila za priznanje ustreznega statusa kmečke žene. O položaju kmečke žene je leta 1976 spregovorila tudi na problemski konferenci v Republiški skupščini v Ljubljani. K kulturi bivanja na kmetijah je prispevala s prizadevnim delom v aktivih kmečkih žena. Ob številnih zadolžitvah pa je našla čas in moč za pisanje, večinoma po noči, da se je še preko pisane besede razdajala, kot je sama zapisala, pošteni, verni in nikoli spočiti slovenski kmetici in prlekiji. Spoštovani, prepričan sem, da si je gospa Erna Meško s svojim delom in vzgledom zaslužila, da bi jo proglasili za vzornico mladim slovenskim kmeticam. Ta postopek bi kazalo sprožiti. Ormožu pa je prav gotovo mesto v aleji pomembnežev pred gradom. Hvala. Kip so odkrili Alojz Sok, dr. Jožef Osterc in Ernin sin Ciril Meško, ki se je na koncu svečanosti tudi zahvalil občini Ormož za takšno pozornost, ki jo je namenila njegovi materi. Bude dober dan. Tak, dragi gostje, sorodniki, prijatelji, znanci, naše domačije, naše drage mamike, prisrčen dober pozdrav. V imenu mojih 5 sester, v imenu Vinka in mene, se iskreno zahvaljujem gospodu županu za pobudo občinskemu svetu za potrditev sklepa za ta čudoviti dogodek, ki ga danes doživljamo, gospodu Kiparju, otrokom učencem osnovne šole Ormož za program, da se iskren Bog plače. Gospa Korpič vam je rekla, da bi naj nekaj povedal od naše mamike, pa mu reka tak. Dano mi je bilo, ker se najduže živeja zimi. Jaz sem prezdejal kmetijo leta 1969 in tako smo do leta 1999, da so se
v času trgatve, setve poslovili od nas. In kljub je danes čudoviti, ta veseli trenutek bi pa res rad povedal o njenem slovesi. Jaz sem šel sejat pšenice, pa sem šel k njim v sobo, pa so mi rekli, veš, Ciril, Bog ti ploti, kaj si me vruše voza, ki so ni izredno radi vruše šli, pa kaj si me kmeši voza, pa kaj si me na Prihovo pripela, ki smo imeli srečaje žensk teh aktiva iz Dornberga, ki so me tam to te puce primorske zamijale za mežnara, so rekle, imate tak fajn duhovnika, pa mežnarja tudi, te sem še bila čista črni, no zdaj že to 25 let. No in zdaj, res sem jaz, ki sem tudi teko let zimi živel, in so mi rekli, ki so televizija Ljubljana je imela dokumentarec o slovenskih vinorodnih deželah. In režiser ali kdo je pač to tistakrat odloča, da do naša mamika predstavili Jeruzalemske gorice. No, in bil je lep jesenski dan, ampak toti Ljubljančanov nikak ni bilo, pa so mi mamika rekli, toti vrabcev njega od nikod jemo venda pred mrla. Točno tako je bilo. No, ampak kljub temu je to bilo predi konci septembra, čudoviti dan, kak letošnji oktober, vidite, kak je bilo lepo. In kamera je snemala tiste čudovite gorice, vmes pa mamikin govor in te na zodjo je kamera se ostavila na mamikinen obrazi in niso znali za zodjo misel. In gnes, kdo te šli med svoje droge, eni te šli domov, eni te šli daleč, eni te še sestavili v Ormoži. Pa jim je rekel, ne vas spremlja tistih 7 besed naše droge mamike, ki so rekli ti na konci, to te čudovite vdaje, imejte se radi, to nič ne košta. Bog plati. Erna Meško nam bo ostala v spominu kot ponosna kmetica, planinka in ljudska pisateljica, ki sta jo zaznamovala zdrava kmečka pamet in neizmerna ljubezen do rodne grude. Še večkrat bomo se tako spomnili nanjo, tudi ko se bomo sprehodili skozi alejo pomembnih rojakov. V petek zvečer pa je bilo tudi odprtje razstave del likovno-literarne kolonije Malek 2017, ki so jo letos posvetili vinogradniku in vinarju Stanku Čurino, ter jo naslovili Tukaj se začnejo nebesa. Razstava pa je bila med drugim tudi druga postavitev Rastoče knjige. Gre za vseslovenski projekt, kateremu sta se že lansko leto zraven Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Ormož, pridružili tudi Ormoška knjižnica in muzej. Letošnja likovno-literarna kolonija Malek, ki jo Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti organizira v sodelovanju z likovnim društvom Likodo in literarnim društvom Prasila iz središča ob Dravi, je bila na pobudo ormoškega župana Alojza Soka posvečena eni največjih osebnosti na področju vinarstva v Sloveniji, starosti slovenskega vinogradništva Stanku Čurinu.
in je nosila naslov Tukaj se začnejo nebesa. Tako je tudi odprtje razstave potekalo v znamenju spomina nanj. Najprej je zbrane pozdravil župan, ki je med drugim povedal. Tako da čas hitro beži in tudi seveda čas nam je vzel enega od, jaz sem prepričan, največji slovenskih vinogradnikov, to je gospoda Stanka Čorina. Gospod Stanko Čorin je bil na vinogradniškem področju pionir vinogradništva v teh krajih in tisto, kar je mene najbolj fasciniralo, je, da je bil dejansko samouk, da je vse, kar je bilo treba doseči, nekako ob svojem delu sam spoznal in tudi sam razvil različne načine kletarjenja in skozi to prišel do teh uspehov, ki jih je omenila gospa Karolina. Za njim je ostalo veliko delo, ki ga danes nadaljujejo ne samo člani njegove družine, ampak tudi številni vinogradniki, tako na Kogu kot tudi širše, ki so se pri Stanku učili, kajti gospod Čorin, tako kot sem tudi povedal na njegovem pogrebu, tega znanja, ki ga je sam dosegal, nikoli ni skrival, ampak je on kot osebnost, kot skromen človek, to znanje zelo rad in široko delil z drugimi. Ni ga bilo človeka, ki bi pri njem, če ga je vprašal, pa tudi ni ga potrebno bilo vprašati, da mu on ne bi razložil principov, kako delovati, kako pristopiti, in tisti, ki so ga seveda hoteli in želeli posnemati, so potem tudi šli po njegovi poti in danes že tudi mnogi žanjejo vsaj del tistega uspeha, ki ga je dosegel gospod Čorin. Naj bo ta nocojšnji večer, tako kot je bilo povedano, posvečen njemu, ki smo se ga morali letos od njega posloviti. Jaz sem tudi hvaležen vsem, ki ste ustvarjali na letošnje tej likovni koloniji na Maleku, kot tudi gospodu Ripaku, da ste sprejeli to idejo in da ste to kolonijo posvetili njegovemu spominu in da mu tudi v tem večeru obudili del spomina na tega velikega človeka, velikega vinogradnika, o katerem pa bo seveda trebalo tudi v prihodnje še večkrat spregovoriti. In tako kot je tudi neka skrita ideja, posvetiti mu en del prihodnosti, bodisi v okviru neke muzejske zbirke tukaj v Ormožu, še bolj verjetno pa je, da na Kogu v okviru prenove košarkine hiše, za katero si na Kogu tudi vsi prizadevate in čemur bo tudi občina v prihodnje prisluhnila. Mujcek je šan, rogatec proson, če ga drugo ne bo, zapravijo jo bom. Le idi Martin, poglej, če mujcek igre. Mujcek že docen cvrli, pa ne se soli. Tam, 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 tam. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Tam, 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 tam. Naš pesek je šan, rogatec proson, če ga drugo ne bo, zapravijo jo bom. Le idi Martin, poglej, če pesek igre. Pesek že docen cvrli, pa ne nese soli. Tam, 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 tam. Hau, 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 hau. How, 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 tum, 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 tum. Stopil sem v prostor glasbe večne,
Tod duše igrajo pesem življenja. Le angeli pojejo, da čas bo srečne, brezmejne ljubezni in potrpljenja. Stopil sem v prostor večnih nemirov, še sam hudič tu ni zmogel ostati. To dom je zavisti, pohlepa in prepirov, ki jih Dante moral je raziskati. Prišel nazaj sem v domovino, v njej odraščam in tlijem za smrt. V prostor, kjer svoj čas živimo, tukaj imam svojo hišo in vrt. A leta minevajo, duše zorijo, kjer eni umrejo, se drugi rodijo. V kulturnem programu so sodelovali vokalna skupina Kogovski dečki. Svoja dela, nastala v času likovne kolonije na Maleku, pa so prebirali Denis Žuran, ki se je izkazal tudi kot snemalec in montažer, ter ustvaril filmček z Maleka, ter mladi pesnici Larisa Kumer in Ana Zemljič. Tisti miren trenutek se je končal. Ura je nakazala čas odhoda. Žalostni stegujemo roke v nebo in iščemo tvoj topel objem. Oživel si vsak dan samote. Dajal si nam vso ljubezen in nas začaral s poezijo goric. Tvoje nepozabne besede, zapisane nekje med nebesi in zemljo. Za zaprtimi platnicami se zgodba ponovi. Likovno-literarna kolonija oziroma otvoritev razstave je pomenila tudi drugo postavitev Rastoče knjige. Tako je slavnostni govornik bil predsednik društva in predsednik upravnega odbora Rastoče knjige, profesor dr. Boštjan Žekš, ki je med drugim povedal. Včasih ljudje to narobe razumejo, češ da gre za knjigo, samo za knjigo. Gre res za knjigo, ampak še daleč ne samo za knjigo. Namen društva Rastoča knjiga je, da v vsakem okolju, tudi pri vas, ugotovite, kdo so izstopajoči ljudje, s čim se lahko pohvalite. In se pohvalite, a ni to lepo, da se pohvalimo. In tudi ljudi pohvalite. In tukaj imate lep primer, kaj je pri vas vse dobrega. Pa naj začnem z najpomembnejšo stvarjo, to je z vinom in z gospodom Čurinom pokojnim. Človek zasluži veliko priznanje. Potem imamo umetnost, slikarstvo. Tudi to je nekaj, na kar moramo biti ponosni. Jaz sem prepričan, da taki kraji nekje po svetu, sredi Amerike, nimajo takih umetnikov. Potem smo ponosni na takole sijajno prenovljeno pristavo, ki jo tudi drugod nimajo. Tako da pri nas je dosti lepše, kot si mislimo, da je. Pri nas je tako lepo, da bi ta znameniti izrek tukaj se začnejo nebesa, morda lahko kar priključili tabli Ormož na vstopu v mesto. Ali pa kar pri karavanškem tunelu pri vstopu v Slovenijo. Tujci vidijo, kako je pa nas lepo, mi pa tega ne vidimo. Ampak dajmo se po motu Rastoče knjige hvaliti sami. Upravičeno se lahko pohvalimo in da bo vsem lepše in bomo lepše in bolje delali. Tako da taki državi, kot smo mi, ne manjka v bistvu nič. Malo razumevanja, malo manj spotikanja in malo več sodelovanja, pa bo zmaga naša. Rastočo knjigo kot skulpturo iz lesa pa si je zamislil tudi umetnik Bohumil Ripak, ki tudi krasi razstavo del nastalih na likovno-literarni koloniji. Skulptura predstavlja odprto knjigo, iz katere raste trta, ki ima zaenkrat 2 jagodi. Vsak naslednji dogodek v okviru projekta Rastoča knjiga pa bo na trto prispeval še vse naslednje jagode.
Svoje delo v koloniji na Maleku pa je potem predstavila še ena mlada literatka. Ko me nekdo vpraša, kaj so nebesa, najprej pomislim na raj, na srečo in na veselje, na rok izobilja in na brezdelje. Potem pomislim na svet brez razdorov, na mir, na nebesa na zemlji, na konec revščine in medsebojnih prepirov, na konec vojn in političnih nemirov. Na to moje misli tavajo dalje in postajajo sebične, morda pa nisem med tistimi, ki spreminjajo svet. Ker takrat pomislim na neskončne širjave, na brezkrajna obzorja in še nevidene pojave. Ko me torej nekdo vpraša, kaj so nebesa, ne pomislim na višje cilje, ker zame sveta več ni. Tako zaprem oči, zajamem zrak, zašepetam upanje in odgovorim svoboda. Likovno-literarna kolonija poteka v zidanici Malek, ki jo organizatorjem sponzorsko odstopi družba Puklavec Family Wines. Tako da je zbrane pozdravil tudi Marko Zidarič, vodja turizma v družbi. Potem pa je spregovoril še Robert Gorjak, poznavalec vin in mednarodno uveljavljen publicist in predavatelj, ki se je tudi učil od Stanka Čurina. Sicer pa je višek dogajanja bila okrogla miza oziroma pogovor z vnukoma Stanka Čurina, ki ga je pripravila knjižnica. Pogovor je vodila bibliotekarka Marijana Korotaj. Sodelovala pa sta vnukinja doktorica Aleksandra Pivec, ki se je za novimi znanji odpravila v svet, in vnuk Borut Prapotnik, ki nadaljuje dedkovo vinsko tradicijo na Kogu. Oba sta povedala, da sta na dedka vedno bila zelo ponosna, ter da jima ostaja vzor na vseh življenjskih poteh, tudi tistih, ki niso povezane z vinom. Razstava posvečena Stanku Čurinu bo v Beli dvorani grajske pristave na ogled do sredine februarja. Med popoldanskimi dogajanji v petek pa je bila še slavnostna razglasitev zmagovalca z ocenjevanja vin za najšpricar in mladih vin ter podelitev priznanj za najpotico. Zbrane v Beli dvorani je uvodoma pozdravil župan Alojz Sok, ki je med drugim povedal: Nekaj zadnjih let organiziramo v okviru praznovanja Martinovanja tukaj v Ormožu tudi ocenjevanje tako mladih vin kot vina za najšpricar. To je nekako, bi rekel, naša že nacionalna pijača, da zelo radi delamo iz vina špricara. Namreč en rek pravi, če k vino priliješ vodo, potem uničiš vino, če pa tega ne narediš, pa lahko uničiš sebe. Tako da mi se prleki držimo tega, da potem včasih rajši z dolivanjem radenske malo včasih uničimo vino in si s tem olajšamo te zadeve. Jaz bi rad v imenu občine Ormož vsem, ki ste prinesli tako mlada vina kot tudi vina za najšpricar, se zahvalil. Svojo čestitev že vnaprej vsem tistim, ki ste pri tem dosegli tudi ustrezne rezultate. Letos sem nekako pozabil, pa nisem sam prinesel svojega vina. To pa zato ne, ker me je Peter lani izzival, pa rekel, da bi bilo nemogoče, če bi mediji napisali, da je na ocenjevanju mladega vina v Ormožu zmagal Sok. Tako da, se pravi, če temu ne bo tako, da bo javnost vedela, kaj to pomeni, potem bo mogoče pa drugo leto. Ocenjevanje vzorcev vin za najšpricar in obenem vzorcev mladih vin je 26. oktobra potekalo v Podgorcih. Vzorce sta ocenjevali strokovna komisija in komisija potrošnikov. Za najšpricar sta ocenili 20 vzorcev. Prva 4 najboljša vina pa so bila sledeča. Strokovna komisija je ocenila na turnirju za najšpricar v Podgorcih, ki je potekal 26. oktobra, da je 3. mesto zasedla zvrst letnik 2016 pridelovalca Gorana Škrjanca.
Drugo mesto je na turnirju za najšpricer v Podgorcih zasedla ptujska klet za vino Haložan letnik 2016. Ptujčanov ni iz strahu pred Ormožani. Drugo mesto je prav tako zasedla ptujska klet za vino Mariborčan letnik 2016. Strokovna komisija namreč podelila 2 drugi mesti in samo 1 prvo mesto. Na turnirju za najšpricer v Podgorcih 2017 je prvo mesto prejel Ljutomerčan letnik 2016 vinske hiše Puklevec Family Wines. To vino je bilo tudi izbrano za najšpricar leta 2017. To je to, prvi krog, hvala lepa. Na prireditvi so bile prisotne tudi vinske kraljice. Vinska kraljica Slovenije Maja Žibert, vinska kraljica Društva vinogradnikov Mala Nedelja Daša Horn, cerkvenjaška vinska kraljica Monika Majer in kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric Katja Kolarič, ki je zbrane tudi pozdravila. In poleg Natalije Volmut, predsednice Turističnega društva Podgorci in magistrice Tanje Vavpotič iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda, sodelovala pri podeljevanju priznanj za mlada vina ocenjena v Podgorcih. Letos je na ocenjevanju bilo 45 vzorcev, med temi so kar 4 prejela oceno odlično. Oceno odlično na turnirju mladega vina v Podgorcih v imenu strokovne in potrošniške komisije prejme rumeni moškat letnik 2017 Marka Glaviniča, MGM, vino z vrha Glavinič. Oceno odlično in priznanje z nazivom Najmlado vino prejme Janko Cimerman za muškat Otonel letnik 2017. Oceno odlično prejme rumeni moškat iz hiše Puklevec Family Wines letnik 2017. In najvišje ocenjeno vino na turnirju mladega vina v Podgorcih, ki je potekalo 26. oktobra, ko sta strokovna in potrošniška komisija odločili, da oceno odlično in najvišjo oceno za najvišji ocenjen vzorec prejme rumeni moškat letnik 2017 Dragotina Kunčiča. Ob tem je treba povedati, da so Kunčičevi res vinarji iz Hrvaškega, ampak Ata Dragotin ima spalnico v Sloveniji. Na koncu je potekala še podelitev priznanj za ocenjene potice. O ocenjevanju, ki je letos bilo že 6. zapovrstjo, v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo pa ga organizira Društvo kmečkih žena Ormož, je spregovorila Hinka Hržič, kmetijska svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj.
ki je poleg župana Alojza Soka in predsednice Društva kmečkih žena Ormož Milene Rajh podelila tudi priznanja. Komisija je letos ocenila kar 41 vzorcev potic in se odločila za 26 zlatih, 9 srebrnih in 6 bronastih priznanj. Najpotice letos niso izbrali. Kot je dejala predsednica Društva kmečkih žena Ormož Milena Rajh, je to enostavno nemogoče. Že komisija, ki so jo sestavljale strokovnjakinje in poznavalke, Marija Rošar kot predsednica komisije in članici Jožica Korpar in Metka Lešničar, je imela težko delo. Že številka 26 zlatih priznanj pri 21 poticah pove, da so se vse kandidatke s svojimi poviticami tudi letos izkazale. Prireditev si boste lahko v celoti ogledali še v soboto zvečer ob 20. in v nedeljo ob 12:15. Z dogodki z Martinovanja pa bomo nadaljevali v prihodnji oddaji, saj še zdaleč nismo prikazali vsega. Ostali so še vsi sobotni dogodki. Sedaj se namreč selimo na Gorenjsko, kjer so nas presenetljivo zmago na Martinovo soboto razveselili rokometaši Jeruzalema. Pozdravljeni, rokometaši v NLB ligi so odigrali tekme 9. kroga. Doseženi so bili naslednji izidi. Krka Novo mesto, Koper 26:31, Riko Ribnica, Slovan Ljubljana 26:21, Maribor Dobova 24:20, Šmartno Trimo Trebnje 24:28 in Urbanske Loka Jeruzalem Ormož 28:32. Rokometaši Jeruzalema so na Martinovo soboto gostovali v športni dvorani Podem, kjer so na zadnjih 2 tekmah na Gorenjskem doživeli visoka poraza. Enkrat za 10, drugič za kar 12 zadetkov. Ločani so ena izmed najneugodnejših ekip elitne lige. Igrajo izjemno hitro in dosegajo veliko število lahkih zadetkov. V takem stilu so Ločani tudi pričeli tekmo proti Jeruzalemu in po seriji 3 zaporednih zadetkov Gregorja Jamnika povedli v 17. minuti z 11:8. Jeruzalemčki se kljub zaostanku niso predali in so 4 minute kasneje izid izenačili na 12. Pri seriji 4:1 v prid gostov je vse 4 zadetke dosegel Jure Kocbek, ki se po poškodbi vrača v vse boljšo formo. V zanimivem zaključku prvega polčasa so gostitelji najprej povedli 16:15. Prečka po strelu Roka Žorana je vinarjem preprečila izenačenje. Lepo priložnost, da na odmor odidejo za 2 goloma prednosti, je pred domačih zamudil Alen Šibanc, čigav strel za levega kriva je končal prek vrat. V nadaljevanje so Ločani krenili z igralcem več in zelo odločno, za kar so bili nagrajeni s 3 zaporednimi goli in prevzemom najvišjega vodstva na tekmi 4 goli prednosti, 19:15. V 33. minuti si je drugo izključitev na tekmi pri domačih prislužil Andrej Bergant, kar so izkušeni gostje s pridom izkoristili in po goli Žorana ter Kocbeka znižali zaostanek na -2, 19:17. Ob koncu 40. minute je najboljši strelec in igralec Loke Aleks Kavčič zadel za +3, 22:19. Nato pa odličnih 20 minut Jeruzalema v Škofji Loki. V napadu je zablestel Žuran, ki je v pičlih 3 minutah dosegel 4 od svojih 7 zadetkov in gostom je uspel delni izid spet proti nič in prevzem vodstva s 24:22. Jamnik je v 46. minuti še zadnjič uspel izenačiti izid na tekmi na 24. Nato pa je vinarjem uspel delni izid z 8:4 in zmaga ob končnem izidu 32:28 je bila zagotovljena. Vratarji obeh moštev so tokrat bili slabi in so skupaj zbrali, verjeli ali ne, le 10 obramb. Pri gostih je Tomislav Balenc zbral 3, Matic Šulek pa 2 obrambi. Prvi strelec pri poražencih je bil Kavčič za 8, Jamnik je dodal 6 in Žiga Pradeško 5 zadetkov. Pri Jeruzalemu se je med strelce vpisalo 7 igralcev.
Kocbek je bil natančen 8-krat, Žuran 7-krat, kapetan Bojan Čudič in Gal Cirar 5-krat. Dominik Ozmec in Daniel Mesaric sta zadela po 3-krat, en zadetek iz 7-metrovke je prispeval Tinček Hebar. Urbanscape Loka Jeruzalem Ormož 28-32, polčas 16-15. To je bila druga letošnja zmaga Jeruzalema v gosteh. Predtem so Ormožani v gosteh premagali še Šmartno. Za uvrstitev v Ligo za prvaka bo ob 100% izkupičku na domačem terenu potrebno zmagati vsaj še na enem gostovanju. Žal to vinarjem ni uspelo to sredo ob gostovanju v Ribnici. Ormožani so 15 minut pred koncem vodili za 4 zadetke, 23-19, vendar o poškodbi Mihe Kavčiča in tretji izključitvi Frane Vujovića povsem popustili v obrambi in doživeli poraz za 31-26, polčas 12-13. Jeruzalemčki so s tekmo več pri 11 točkah in na 4. mestu, ki še vodi v Ligo za prvaka. V 11. krogu v soboto 25. novembra ob 19. uri na Hard Egg prihaja Šmartno. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den! Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi! Tu je center ponovne uporabe, veš kaj vse moje obleke, sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje, pogledaj, kaj vse lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318.
Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Dogodek leta v Lenartu. Moč glasbe nas združuje v pričakovanju veselega decembra. V soboto 25. novembra ob 19. uri v športni dvorani Lenart. Nastopili bodo Marjan Smodek, Oliver Berikin, Boris Kopitar, Marina Tomaševi, skupina Metulj, Jaša in Uroš, Matjaž Ograjenšek, Šato, vokalna skupina Kvarta, ansambel Mladi Pomurci, Gamsi, Stela Taužel, showband Klubuk, Rajko Dujnič, Novi Fosili, Zdravko Škender in najboljša, vrhunska, odlična Klapa Maslina. Smo vzvati, javi pivaš. V mislih in pesmi pa bosta z nami tudi Vinko Coce in Toše Proeski. Voditeljici Jasna Koljaj in teta Tončka, ki se z nami poslavlja od nastopanja. Pridite z mano proslaviti mojo penzijo, ljudi. Moč glasbe nas združuje v pričakovanju veselega decembra 25. novembra ob 19. v športni dvorani Lenart. Večer večnih uspešnic, zabave in presenečenj. Prodaja vstopnic eventim.si na vseh bencinskih servisih Petrol, poštah Slovenije in na vseh prodajnih mestih Eventim. Cenejše vstopnice si zagotovite v predprodaji. Dovolite, da vas ponovno popeljemo nazaj v mladost, v čase največjih glasbenih uspešnic. Se vidimo! Zabavaj se z nami, tudi ti. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. Samo poslovim se naj še. Pridružite se nam tudi čez teden dni, ko bomo še govorili o letošnjem martinovanju. Sicer pa vas vabimo k ogledu naših ostalih oddaj. Vsak večer ob 20, ko je na ogled kaj novega. Prijetne novembrske dni vam želimo in vse dobro.